največja minljivost ali uničenje, pa me spremlja še druga misel. Danes zjutraj, ko sem nekaj besed spregovoril z delavci tukaj v cerkvi in sem omenil začetek postnega časa za nas kristjane, in mi je eden rekel, ja, nekaj časa sem tudi sam imel, pa kar resen post. Ves dan nobene hrane, nobene pijače, nobenega dima, pa tudi pogled, ki bi bil slab pogled, poželjiv pogled, ali slaba beseda, slabo govorjenje, vse to se odmakne. In tukaj sem videl ta pravilni pristop do posta. Res, da je morda na zunaj majhna zahteva, da ne jemo mesnih jedi, danes manj hrane, kdor zmore morda celo nič, ampak to so samo majhna zunanja znamenja, ki človeka spravijo v položaj morda neprijetnosti, zato da pomislimo na tiste stvari, ki niso vedno samo materialne, pa so lahko slabe, ki nas odvračajo dobrega, ali pa na tisti notranji način, ki nas zunaj ne prepoznavajo, uničuje naše življenje. In ko človek ima telesni post, je to tisti prvi korak, ki je tudi, lahko bi rekel, skoraj nujno potreben, da lahko človek vstopi v duhovni post, v notranji korak, ki človeka gradi, ki mu daje notranje življenje, ki nas bolj poveže z Bogom in na ta način tudi bolj pristno sočloveku. Želim, da bi res začeli z dobrim začetkom postni čas. Dober začetek lahko tudi obeta dobro nadaljevanje. Leko današnji čas je čas posta in podpore, tudi dan dobrih del, molitve, plemenitega življenja. Naj nam pri tem pomaga tudi obred pepeljenja, ki ga bomo sedaj obhajali kot znamenje naše spokornosti in iskrena prošnja, da bi v tem postnem času